Hvala, lep pozdrav vsem. Čisto da malo razbijemo ta naslov, kateri je tako grd. Sintetični ortofoto je rezultat neke sinteze, ni pravi ortofoto. Tako da je to popolnoma izmišljen podatek, kateri ima neko uporabno vrednost, bomo pokazali kakšno. Kaj so super ločljivosti generativne nasprotniške mreže, bomo razložili kasneje, pač ena metoda strojnega učenja, globokega učenja. Sentinel-2 podatki, to je že predtem kolegica Uša pokazala, to so pa satelitski podatki odprtokodni od Kopernikusa. Tako da v bistvu ta raziskava, kjer smo opravili s kolegom Tomažem Žagarjem na Geodetskem inštitutu, je del tega aplikativnega raziskovalnega projekta, ki ima v naslovu besedo lidersko, ampak načeloma fokus tega projekta je nasploh na raziskavah o tem, pač, kaj nam vse pripomore in da je po možnosti brezplačno, da modeliramo topografske podatke, ki so namenjeni na posodabljeno državne topografske karte teh dveh meril. Tako da naš del raziskave se ukvarja z ovrednotenjem Sentinel-1 radarskih, torej in dvojke za te namene. Glede na ta merila, ki so zahtevana za izdelavo topografske karte, absolutno ne ustrezajo, tako da edini pristop, katerega smo lahko izbrali, je to, da jih izboljšamo. Zdaj bomo videli, če smo jih izboljšali in kako smo jih izboljšali. Torej, naša metoda izboljšave, torej temelji na izboljšavi rdečega, zelenega in belega kanala Sentinel-2 satelita na ločljivost od 2,5 metra z uporabo SRGAN modela, kaj je to, bomo razložili čez par slajdov. Vhodni podatki so pač pri učenju Sentinel-2 in ortofoto CAS pari in rezultat je model, ki ga smo poimenovali SRGAN, kateri na osnovi vseh Sentinel-2 podatkov lahko zgenerira 2,5 metrski sintetični ortofoto. Tako da GAN, torej generativne nasprotniške mreže, Generative Adversary Networks, so veja globokega učenja, ki je pač sestavljena iz nevronskih mrež, sestavljenih iz dveh glavnih blokov, ki so generator in diskriminator, ki tekmujeta med seboj. Torej generator generira podatke, izdeluje jih, diskriminator pa ocenjuje, koliko so te podatki resnični. In nekakor se model konča takrat, ko generator naredi tak podatek, da diskriminator misli, da je resničen. Torej, tukaj je en primer CycleGena, torej to je primer klasifikacije narejen na učenem CycleGenu. Torej, če ti poveš zebri, da je konj 50 000 krat, enostavno lahko drugič uporabiš to isto zebro in jo transformiraš v konja s temi algoritmi. Tako da tukaj je pač poudarek na SRGANu, torej superločljivostne generativne nasprotniške mreže. Tukaj se ukvarjamo z neko podpikselsko napovedjo, torej naloga SRGANu je ločljivostna izboljšava, ampak ta ne temelji samo pač na nekem resemplingu ali karkoli, ampak na kontekstih, saj je v ozadju so pač konvolucijske nevronske mreže, katere pač pridobijo nekatere značilke, katere so pač prostorsko korelirane, saj so nekako vedno rezultati zvezdnih podob in v glavnem pri učenju pač generativnih nasprotniških mrež so načeloma vhodni podatki kot nasploh v globokem učenju podatki, ki jih imamo in podatki, ki jih hočemo iz tega pridobiti. In načeloma pri SRGANu je učenje modela nastavljeno tako, da se učijo podatki boljše ločljivosti na osnovi podatkov slabše ločljivosti in to se uporabljajo isti podatki. Mi smo v tem primeru uporabili Sentinel-2 in smo ga učili na tem, da je ortofoto. Hoteli smo ga prepričati, da je ortofoto in nekako smo ga prepričali. Tako da tukaj je sam posplošeni koncept tega, kako deluje, torej generator generira slike, prva generacija je naključna, rezultat te generacije pač na začetku je kar nekaj, dobimo potem rezultat, katerega diskriminator oceni z dvemi funkcijami izgube in potem pač te funkcije izgube, v tem primeru vezane so na evklidsko razdaljo, teh dveh uporabljamo termin slike, zaradi tega, ker se ne ukvarjamo s posnetki v tem primeru. V glavnem funkcija izgube se vzvratno razširja, posodablja generator in potem generator generira boljšo sliko in nekakor se ustavi takrat, ko to mi določimo oziroma ko je funkcija izgube toliko majhna, da smo zadovoljni s tem. Torej, tukaj je SRGAN kot model in konvolucijski bloki, kjer smo uporabljali, tako da če se bo kdo hotel igrati s tem, ima tukaj recepturo. Torej, SRGAN je učen na približno 6000 parih Sentinel-2 ortofoto CAS, torej to je Sentinel-2 patch, tako imenovani pač slika, to je pač vhodni ortofoto in to je vmesni rezultat in to nekako iterira in iterira. Torej, pridobili smo 6000
parov sklajenih, torej izbrali smo Sentinel-2 pač posnetke, kateri so bili snemani čim bližje datumu snemanja posameznih CAS pasov in izločili smo vse, pač kar je pod oblaki, na satelitskih podatkih vse, kar je pod sencami oziroma ki ima sence oblakov, različne radiometrične napake in dodatno smo še georeferencirali Sentinel-2. Torej, pri tem smo uporabljali prenos znanja iz že učene mreže, to je prenos znanja oziroma transfer learning v angleščini je pač ena tehnika uporabe že učene mreže za naše namene. Torej, če obstaja mreža, ki zna že prepoznati krog, jaz da bom uporabil in ne bom naučil, da uporabljam žogo, boljše je in stroškovno bolj efektivno, kot da učim mrežo z začetka. Torej, arhitektura je povzeta po tem članku. Torej, tukaj lahko vidimo karto učnih in testnih vzorcev. Torej, učna množica je to, kar je vijolično, torej testna množica pa je to, kar je rumeno. Zanimalo nas je, kaj se sploh dogaja znotraj istočasovno posnetih Sentinelov in ortofotov. Zanimalo nas je tudi, kaj se dogaja v tem primeru na simulaciji oziroma generaciji podatkov, ki so iz čist drugega obdobja. Torej, tukaj govorimo o učenju na 2016, testiranju na 2016, tukaj pa imamo cel blok, kateri je testiran na podatkih iz 2019. Torej, čist kratek pregled konvolucijskih nevronskih mrež, pač načeloma vsako GIS-orodje ima filtre oziroma premična okna, agregacijska okna, kakorkoli. V glavnem tukaj imamo v zadnje neke statistike, kot so, imamo Gaussovo okno, Laplaceovo, Lie, Sigma, Savitski gola in te imajo čisto usmerjeno funkcijo in vemo, zakaj hočemo uporabljati, ampak včasih sploh, če imamo nestrukturirane podatke, je marsikatero prilagojeno okno, prilagojeni filter bolj ustrezen za naše namene. Ko se pogovarjamo o nevronskih mrežah, pogovarjamo se o pač filtrih, ki so tudi sestavljeni iz pač naključno generaliziranih podatkov in kasneje so optimizirani našim podatkom in izločijo značilke. Torej, tukaj imamo prva 3 sloja, kateri grejo v nadaljne filtriranje in tukaj so neki trenutni rezultati, kateri se uporabljajo za izločanje oziroma za karakterizacijo nekaterih pojavov. Torej, tukaj na hitro lahko vidimo, iz česa je sestavljen generator in diskriminator. Torej, imamo 2 konvolucijska bloka in aktivacijski funkciji, kateri so pač ReLU in hiperbolični tangens in diskriminator, kateri je nekako nadgrajena, konzervativna, recimo različica njega in uporablja sigmoid namesto hiperboličnega tangensa. Torej, tukaj imamo en primer aktivacijskih funkcij, to je pomembno, da so funkcije odvodljive povsod, zaradi tega, ker drugače imamo lahko sam binarno klasifikacijo, torej nič ali ena. Tukaj je samo en primer sigmoida in vidimo, da je lahko odvodljiv povsod, vidimo tukaj pač neko logistično porazdelitev in vidimo tudi, kaj lahko pride, kakšne težave lahko pridejo v tem primeru. Torej, vidimo, da nekatere vrednosti hitro konvergirajo proti ničli oziroma nekatere vrednosti lahko hitro konvergirajo proti višji vrednosti in s tem lahko tudi tvegamo, da imamo zasičene nevrone v tem primeru vrednosti nič ali ena. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje glede tega, lahko vpraša, kasneje lahko tudi predebatiramo, lahko si pa tudi prebere članek, ker not je malo hitreje oziroma malo podrobne razloženo. Torej, zdaj, da gremo kar direktno na rezultate. Torej, tukaj so vhodni podatki, Sentinel-2, tukaj so rezultati, ki generira naš model na osnovi teh podatkov. Tukaj pa imamo ortofoto CAS, kateri nam je samo kontrolni. Torej, tukaj lahko vidimo recimo 3 različne obdobja, tukaj lahko vidimo poraščeno njivo, katero je naš model tudi izmodeliral, tukaj pa vidimo stanje, katero je na ortofotu, ki je bil posnet par dni potem ali par dni kasneje potem. Torej, tukaj so nekateri primeri, lahko opazimo močno šahovnico na vegetaciji, to je zaradi procesa dekonvolucije, ampak to bomo tudi nadgradili z dodatnimi nevronskimi bloki. Torej, če se zdaj še enkrat osredotočimo na vhodne podatke, fotointerpretacija tega posnetka je izjemno težka. In enkrat, ko pogledamo ta posnetek in gremo nazaj, lahko vidimo marsikaj. Torej, od poti do različnih mejic, katere nam enostavno
v tem primeru, razen če nismo izjemno izkušeni na 10-metrski fotointerpretaciji, pač ne povejo preveč. Tukaj so še nekateri rezultati. Torej, kako smo pa te rezultate ovrednotili? Ovrednotili smo tako, da smo uporabili, prvo bom pokazal, kako smo jih generirali. Torej, za začetek smo testirali 5 različnih pristopov, torej velikost podvzorca pomeni, koliko podatkov, koliko slik gre v prvotne nevrone, torej testirali smo 81, 14 pa 3 v tem primeru, kar nas je zanimalo je, kaj pomeni število iteracij, kdaj nam zadošča in ali ta dva parametra, kot sta naključna izbira podvzorca in zrcaljenje slik, kaj povzročijo. Izpadlo na koncu, da je zrcaljenje naključnih slik izjemno pomembno, zaradi tega, ker praktično nam sintetizira nove vhodne podatke. Enostavno mreža jih tretira kot nove podatke. Torej, če imamo 6000 vhodnih podatkov in jih 10 000krat naključno izberemo in medtem nekatere zrcalimo, je rezultat veliko boljši. Zdaj, kar nismo tukaj naredili in bi bilo zelo koristno in zanimivo, da bi 30 000krat ponovili to varianto, ampak to bomo že v nadaljevanju. Torej, ovrednotili smo trenutno samo radiometrično skladnost z vhodnimi podatki s tem indeksom, kaj je indeks vtune skladnosti, to je indeks, kateri se uporablja pri modeliranju kompresijskih algoritmov, torej preverjamo vhodni podatek in izhodni podatek, vidimo, koliko smo izgubili med kompresijo in tukaj naš najboljši rezultat ima indeks, kateri gre do enke, 0,62, kar je izjemno visoka vrednost za eno povečavo ločljivosti, ki je dobesedno 16-kratna, ker gremo z 10 metrov na 2,5. Tudi če pogledamo standardne odklone in koeficient variacije, vidimo, da so rezultati tega modela najbolj podobni znotraj tega modela in kar je tudi zelo super je to, da je najnižja minimalna vrednost tega našega modela višja od vseh minimalnih vrednosti drugih, tako da nekako imamo bolj stabilne rezultate. Tako da, kako bomo nadaljevali oziroma kaj že počnemo? Torej, prvi model Surgeon je učen na 6000 parih, Sentinel-2 ortofoto CAS, zdaj smo naredili oziroma še izvajamo izdelavo podatkovnega seta, ki jih ima približno 60 000 ali več, torej bo primeren za generacijo bolj stabilnih sintetičnih ortofotov. Tukaj se pogovarjamo o ortofoto CAS in moramo tudi vedeti, da je ortofoto CAS načeloma zajet aprila, maja, junija, avgusta, tako da je tudi naš model primeren samo za izdelavo sintetičnega ortofota za Sentinel-2 posnetki iz tega obdobja. Sicer je par zanimivih izjem in to je 2017 CAS, kateri je bil tudi na nekih območjih, kot so Jesenice, Sneman, oktobra, tako da bomo videli, kako nam bo to pokvarilo, izboljšalo model. Torej, optimizirali bomo dekonvolucijo, torej izločili bomo tisti efekt šahovnice s novo GAN mrežo, to bo narejeno s algoritmom CycleGAN in kaj bomo izvedli? Izvedli bomo še kontrolo kakovosti v skladu s standardi za preverjanje CAS. To bo mogoče povzročilo krče marsikateremu fotogrametru, ker bomo dejansko ovrednotili absolutno in semantično točnost podatkov, ki so izmišljeni, ampak zdi se mi, da bo to kar obetavno. Torej, zadnji korak projekta, čisto informativno, bo tudi uporaba Sentinel-enke za simulacijo v smeri izdelava RGB posnetkov iz Sentinel-1. Tako da v bistvu to je to od mene. Če ima kakšno vprašanje.